Varnostne kamere CCTV služijo kot učinkovito sredstvo za preprečevanje kaznivih dejanj, kot sta vlom in kraja vozil. V mnogih primerih so storilci sicer ujeti na kamero, vendar jih nikoli ne identificirajo. Enako velja za nekatere primere pogrešanih oseb, kjer so vidni na varnostnih posnetkih, vendar jih nikoli ne najdejo. 20. 47-letne Pamele Butler, njena družina in prijatelji niso videli ali slišali od 14. februarja 2009. Policija je njenega fanta Josea Rodrigueza Cruza pridržala, saj verjamejo, da je odgovoren za njeno izginotje. Njihovi sumi so se pojavili, ko so pregledali posnetke varnostnih kamer iz Pamelinega doma in tisto, kar so videli, jih je takoj napeljalo na sum, da je prišlo do kaznivega dejanja. Na dan njenega izginotja naj bi Pamela imela Valentinovo večerjo s svojo mamo Telmo in Rodriguezem Cruzem. A ni se pojavila. Odprli so primer pogrešane osebe, vendar preiskovalci niso uspeli najti nobene sledi o njej. Leta 2016 je bila Pamela uradno razglašena za mrtvo. Takrat so odkrili, da je bil Rodriguez Cruz poročen z 2 ženskama hkrati in da je tudi njegova prva žena skrivnostno izginila. Posnetki varnostnih kamer iz Pamelinine hiše so pokazali, da je Rodriguez Cruz prispel in nato v 4 dneh večkrat vstopil in izstopil iz hiše. Verjame se, da je v tem času odstranjeval dokaze, kljub njegovim trditvam, da je Pamela končala njuno razmerje in da se je v hišo vračal le zato, da bi pobral svoje stvari. Rodriguez Cruz je bil aretiran in obtožen kaznivih dejanj zoper Pamelo in svojo bivšo ženo, po priznanju krivde pa je bil obsojen na 52 let zapora. Pamele nikoli niso našli, vendar je policija njen primer zdaj zaprla. 19. Posnetki varnostnih kamer iz muzeja v Plattsmouth v Nebraski so pri mnogih ljudeh vzbudili vprašanje, ali v neživih predmetih lahko straši, saj je ena od kamer v stavbi ujela nekaj, kar ne bi smelo biti mogoče. Muzej, o katerem govorimo, se imenuje Muzej senc, ustanovil pa ga je Nate Raidman, demonolog, skupaj s svojo ženo Kate, ki je duhovna medika. Skupaj zbirata in razstavljata artefakte z vsega sveta, za katere naj bi bili obsedeni, in muzej je hitro postal priljubljen tako med turisti kot domačini. V času snemanja varnostnih kamer sta zbrala že več kot 3000 takšnih artefaktov. Med njimi so bile lutke, za katere pravijo, da se premikajo same od sebe, Ouija deske in celo pohištvo, za katerega pravijo, da je povezano s paranormalnim. V preteklosti so gostje doživeli, da so se vrata odpirala sama od sebe, artefakti pa so se nenadoma premikali, kot da bi jih premikala nevidna roka. In ob eni priložnosti je obiskovalec sporočal, da ga je nekaj opraskalo, česar ni mogel videti. Za Nata in Kate so to vsakodnevne izkušnje, vendar se mnogi ljudje muzeju izogibajo kot kugi, saj se bojijo, da bi se jim kaj pripelo, preden zapustijo stavbo. Energija v muzeju naj bi bila mračna in če verjamemo posnetkom varnostnih kamer, to sploh ni presenetljivo. Nekega jutra leta 2018, ko je bil muzej še zaprt, so varnostne kamere, ki so snemala eno izmed sob, očitno ujele paranormalno dejavnost v trenutku, ko se je zgodila. Soba je polna različnih predmetov, kot so krsta, otroški stolček in žoga, ki leži na tleh. Toda nedato se žoga nenadoma dvigne v zrak, kot da bi jo dvignil duh, in nekateri so namignili, da se je z njo igral duh. Ali je temu res tako, ostaja neznano, vendar dokončne razlage nikoli niso našli. 18. Ngatu Rungai, ki ga domačini preprosto imenujejo Rungai, se nahaja v okrožju Kaduado v Keniji. Domačini na tem območju so policijo prosili, naj začne preiskavo serije zločinov, ki so bili tam storjeni februarja 2026 in so priskrbeli posnetke nadzornih kamer z osumljenci. Na enem izmed posnetkov je mogoče videti skupino moških, ki prečesavajo ulice in iščejo svojo naslednjo tarčo. Ko prepoznajo hišo, v katero želijo vlomiti, prinesejo lestev, ki jo naslonijo na obodno steno hiše. Nato začnejo plezati čez steno, eden za drugim, in vstopijo na dvorišče lastnika, kjer poskušajo vdreti v hišo. To je grozljiv posnetek, ki prikazuje, kaj se dogaja na tem območju, medtem ko prebivalci mirno spijo.
Drug posnetek prikazuje moškega, ki pleza čez steno z golimi rokami in nogami. Velik nemški ovčar ga besno laja, vendar ostane neomajen in se loti svojega ropa. Na drugem posnetku ima ropar obraz pokrit do nosu z masko in se zdi popolnoma ravnodušen do dejstva, da je na kameri. Ker nobenega od teh moških niso identificirali, je verjetno, da se bodo ti ropi nadaljevali, dokler jih ne bodo prijeli in prisilili, da odgovarjajo za svoja zlobna dejanja. Nekatere hiše so bile tarča 2 noči zapored, zaradi česar so se prebivalci v okolici počutili zelo nelagodno, saj nimajo pojma, kdaj ali kje bodo tatovi udarili naslednjič. Upamo, da bodo posnetki varnostnih kamer pomagali identificirati nekatere osumljence in da jih bodo sčasoma izsledili. 17. Leta 2014 je 23-letna Kiara Stubbs živela v Birminghamu v Alabami in imela težave z zavorami na svojem avtomobilu. Svojemu bratu je povedala, da ji je moški, ki ga je poznala, ponudil pomoč in ga vprašala, če jo lahko odpelje do njegovega delovnega mesta. Kiara je v preteklosti strigla njegove otroke, zato je menila, da mu lahko zaupa. Njen brat se je strinjal in odpeljal Kiaro do trgovine Boost Mobile v Five Points West, kjer je moški delal. Moški je Kiari povedal, da ji bo dal denar, da si popravi zavore. A potem so se stvari nenadoma dobile čuden obrat. Z moškim sta se pogovarjala nekaj minut, nato pa, kot je razvidno iz posnetkov varnostnih kamer pred trgovino, Kiara pristopi k Bordeaux Chryslerju, ki je parkiran v bližini. Z voznikom se pogovarja nekaj sekund, nato pa se odpravi na sovoznikovo stran avtomobila in vstopi. Avto nato zapelje vzvratno in odpelje. Kiara pa je od takrat pogrešana. Leta 2025 so policisti po izdaji naloga za preiskavo preiskali nepremičnino na Terrace South v skupnosti Annesley. Vendar so preiskovalci kasneje poročali, da niso našli nobenih novih dokazov. Lawrence Dudley, moški, ki so ga na posnetku videli voziti avto, je bil identificiran in zaslišan. Vendar nikoli ni bil aretiran. Preiskovalci so navedli, da niso imeli dovolj dokazov, da bi kogarkoli obtožili izginotja Kiare. In 16 let kasneje njena usoda ostaja neznana. Vsakdo, ki ima nove informacije o njenem primeru ali lahko pomaga policiji pri njenem iskanju, naj kontaktira policijsko upravo Birmingham na 205 25 4782 ali Crime Stoppers na 205 204 7777 16. Leto 2026 bo minilo 15 let, odkar so nazadnje videli 20-letnega Luka Jolija Durocherja. Njegova družina ostaja upajoča, da bodo nekega dne prejeli odgovore glede njegovega izginotja in je ponudila veliko denarno nagrado vsakomur, ki bi podal informacije, ki bi pripeljale do razrešitve njegovega primera. Luke prihaja iz Temiscaminga v Quebecu, Kanada, vendar je do njegovega izginotja prišlo v North Bayu v Ontariju. 4. marca 2011 je bil na večernem izhodu in je okoli 23:54 poskušal obiskati bar Cecil's na vogalu ulic Main in Wild. Vendar mu vstop ni bil dovoljen. Nekateri viri navajajo, da so ga zavrnili, ker je bil preveč opit, medtem ko drugi poročajo, da razlog za zavrnitev ostaja neznan. Nato so ga videli, kako zapušča lokal in najprej zavije v napačno smer, preden se zave svoje napake. Ko se po 2 dneh ni vrnil domov, so ga prijavili kot pogrešanega in začela se je preiskava. Tisto noč je ob 20:51 poslal očetu sporočilo, nato pa njegov telefon ni bil več uporabljen. Tudi njegovi bančni računi so ostali nedotaknjeni, vendar so njegovo bančno kartico 15. marca našli v bloku 500 na ulici Sherbrooke in jo predali policiji. Iskanja na tem območju niso obrodila sadov. Družina Luka pa ponuja nagrado v višini $50,000 za informacije, ki bi pripeljale do njegovega izginotja. Opisan je kot oseba z rjavimi lasmi, rjavimi očmi, visok 5 čevljev in 8 palcev ter težak 150 funtov v tistem času. Leta 2011 je imel zobni aparat na zgornjih zobeh. Preiskovalci pa so povedali, da iščejo značilni vijolični pas, ki ga je Luka pogosto nosil, vendar ga nikoli niso našli. Vsak, ki ima informacije o Lukovem primeru, naj pokliče policijsko postajo North Bay na številko 705 49 755 55. 15.
Policija v Severni Irski je prosila javnost za pomoč pri iskanju 39-letne Natalije Gallagher, ki je nihče od njenih bližnjih ni videl, odkar se je pojavila na posnetkih varnostnih kamer 14. marca 2026. Slike s posnetkov so zdaj na voljo javnosti, v upanju, da bo kdo prepoznal Natalijo in policiji sporočil njeno zadnje znano bivališče. Posnetek je posnela kamera na ulici Amelia v središču Belfasta okoli 20:30. Na posnetku je videti, kako Natalija hodi v smeri Killanovega doma in je v družbi dveh moških. Še vedno ni znano, ali so bila oba moška izsledena in zaslišana ali sta se z Natalijo poznala. Verjame se, da je tisti dan nameravala potovati iz Derryja v Belfast, vendar so njena gibanja po posnetku varnostne kamere še vedno skrivnost. Viri ne navajajo, ali je nameravala v Belfast potovati z vlakom, avtobusom ali v družbi teh dveh moških. Prav tako niso našli nobenih dodatnih posnetkov varnostnih kamer. Zato je policija pozvala vse, ki so tisti dan videli Natali, naj se oglasijo, da bi lahko posodobili podatke o njenih zadnjih znanih gibanjih. Na posnetku je oblečena v belo srajco s črnim plaščem, črnimi hlačami in črnimi škornji. Policija je izjavila, da jih z vsakim dnem vse bolj skrbi za njeno dobrobit in obljubila, da bodo sledili vsaki sledi, ki jo prejmejo od javnosti, da bi jo lahko varno vrnili njeni družini. Če imate takšne koristne informacije, vas prosijo, da pokličete na številko za nujne primere 101 in navedete referenčno številko 1209 120 1905 0326. 14. Courtney Lakes je otroštvo preživela v St. Lawrenceu na Newfoundlandu in skozi vse življenje je bila znana po svoji svobodomiselnosti. Ona in Jason Pike sta se spoznala kot najstnika in kasneje sta skupaj dobila sina. Nato je spoznala moškega po imenu Philip Smith in po vseh pričevanjih je bila to toksična zveza. Potem, ko je napadel, so ga prijavili policiji in zveza se je tam končala, vendar Smith tega ni hotel sprejeti. Poslal je fotografije Courtney njenemu novemu fantu in ponovno so ga prijavili policiji. Courtney je dobila prepoved približevanja, ki je podobna prepovedi stika, proti Smithu, ki so ga morali za 4 dni zadržati v zdravstveni ustanovi, saj novice ni dobro sprejel. Poskušal je doseči preklic prepovedi na sodišču, vendar ni bil uspešen. Nato je kršil prepoved, ko je Courtney kontaktiral 33krat v enem samem dnevu, 5. junija 2017. Nato so ga aretirali, potem ko se je peljal mimo doma njene družine. Bil je aretiran in obtožen vseh svojih kaznivih dejanj proti njej, ter mu je bilo naročeno, naj je ne kontaktira več. 4 ure potem, ko je zapustil sodno dvorano, je Courtney izginila. Ona in njen novi fant sta njenega sina peljala na plavalne vaje, nato pa so jo odložili doma. Prijavljen je bil primer pogrešane osebe in kraljeva policija Nove Fundlandi je začela preiskavo. Javnosti so bile posredovane posnetki varnostnih kamer z bencinske črpalke, kjer je Courtney kupila nekaj stvari. Vendar se nihče ni oglasil z nobenimi informacijami. 27. junija so Smitha aretirali, ko so ga opazili, da pije alkohol v baru, kar mu je bilo prepovedano. Njegovo hišo so preiskali in zbrali nekaj dokazov. Policija pa ni želela povedati, kaj so tam našli. 30. junija je bilo objavljeno, da sumijo, da je bilo v izginotju Courtney upleteno kaznivo dejanje in primer je prevzela enota za hujša kazniva dejanja. Predmet, ki je pripadal Courtney, so 2. julija našli pri Torbayman's Pond. Smith pa je priznal, da jo je na dan njenega izginotja pobral. V letih, ki so minila, so preiskali še več območij, vendar Courtney nikoli niso našli. Ker je Smith zdaj pokojni, je verjetno seboj odnesel vse informacije o tem, kje se Courtney nahaja. Vsak, ki lahko doda dodatne informacije k njenemu primeru, naj kontaktira kraljevo novofundlandsko policijo na številki 709 729 8013. Včasih se zdi, kot da je pogrešana oseba preprosto izginila iz obstoja in je nikoli več ne bodo videli. Kar je primer pri izginotju 24-letnega Kyla Fleischmana, ki ga od 9. novembra 2007 niso več videli ali slišali o njem. Da bi bilo še huje, so njegovi starši domnevali, da je bil žrtev kaznivega dejanja in da so njegove posmrtne ostanke zakopali pod stanovanjskim kompleksom, ki je bil v času njegovega izginotja še v gradnji. Vendar to nikoli ni bilo dokazano in ostaja le ugibanje.
Novembra 2007 so Kyle in njegova družina živeli v mestu Charlotte v Severni Karolini. 9. novembra pa se je odločil, da gre z nekaj prijatelji ven na večer. Odšli so na komični šov in večer zaključili v Buckhead Saloonu, kjer so ga posnele varnostne kamere. Nato so ga na posnetkih varnostnih kamer videli, kako hodi po College Street v smeri 6. Street, blizu restauracije z imenom Fuel Pizza. To je bilo zadnjič, ko so ga videli, in čeprav so bile javnosti na voljo slike iz varnostnih kamer, se ni pojavil noben verodostojen priča z novimi informacijami o njegovi lokaciji. Med intervjujem za medijsko hišo je vodilni detektiv v primeru izjavil, da je policija zmedena zaradi primera Kyla, saj niso prejeli nobenih novih sledi in niso našli nobenih dokazov, ki bi nakazovali, kaj se mu je zgodilo. Namigovali so, da je bil žrtev ropa in da so roparji odgovorni za njegovo izginotje. Vendar tudi to ni bilo dokazano. Primer Kyla ostaja odprt, vendar je zastal zaradi pomankanja dokazov. Vsak, ki lahko pomaga policiji pri iskanju Kyla, naj kontaktira policijsko upravo Charlotte Mecklenburg na številki 7-433-64-978. Številka primera. Kyla name je #MP2456. 12. Primer izginotja. 29-letne Peggy Maguire je primer, ki je zmedel njeno družino in preiskovalce. Od takrat obstajajo posnetki varnostnih kamer, ki prikazujejo možnega osumljenca, vendar ta oseba nikoli ni bila identificirana in Peggy še vedno pogrešajo. Leta 2015 je Peggy živela v mestu Eufaula v Oklahomi, kjer je rada preživljala čas na prostem, ribarila, kampirala in skrbela za svojo čredo koz. Zapletla se je v nasilno razmerje z moškim po imenu Thomas McIntosh in čeprav je pridobila prepoved približevanja proti njemu, je kmalu zanosila in ostala z njim. Preselila sta se v Indiano, da bi začela znova, vendar se je McIntoshevo nasilno vedenje samo še poslabšalo. Potem, ko jo je zadavil, se je odločila, da se vrne v Oklahomo, kjer je ostala pri svoji materi. Vendar jo je McIntosh prepričal, da se še enkrat vrne in tudi sam se je preselil nazaj v Oklahomo, da bi bil z njo in njunim sinom. Po končani šoli za medicinske sestre je dobila službo v Wellington Hills Nursing Center in začela hoditi z moškim po imenu Richard, medtem ko je snovala načrt, kako pobegniti od McIntosha. 16. novembra 2015 je končala svojo izmeno, nato pa je sina odpeljala v šolo. Naslednji dan je bila pogrešana, njen tovornjak pa so našli na parkirišču bara blizu njene hiše. Posnetki varnostnih kamer so pokazali, da je le kdo zapeljal tovornjak na parkirišče in ga tam zapustil. Vendar so bili posnetki preveč zrnati, da bi lahko identificirali osumljenca. McIntosh ostaja edini osumljenec v njenem primeru, vendar njegova krivda nikoli ni bila dokazana in Peggyin primer ostaja nerešen. Za informacije, ki bi pripeljale do tega, da jo najdejo, je razpisana nagrada v višini $150,000. Vsak, ki ima takšne informacije, naj se obrne na šerifov urad okrožja McIntosh na številko 918 689 2526 ali na državni preiskovalni urad Oklahome na 918 403 6672 11. Našli so več posnetkov varnostnih kamer, ki prikazujejo zadnje znane gibe 18-letnega Thea Hiasa, ki je pogrešan od 31. maja 2019. Kljub temu ga nikoli niso našli. Theo, ki je prihajal iz Belgije, je leta 2018 potoval z nahrbtnikom po Avstraliji, tik pred svojim izginotjem. 31. maja naslednje leto pa so ga ujeli varnostni kameri v nočnem klubu Cheeky Monkeys v Novi Južni Wales. 6. junija je njegova družina stopila v stik s policijo v Avstraliji, ko ga niso mogli priklicati in prijavili so ga kot pogrešanega. Njegove stvari so našli v njegovi sobi v hostlu, njegov mobilni telefon pa je kazal, da je bil nazadnje aktiven na območju Cape Byron. Njegovo kapo so kasneje našli na plaži Tallow. Podatki iz Googla na njegovem telefonu pa so pokazali, da je zgrešil pot, potem ko so ga zaradi prevelike opitosti vrgli iz bara. Večkrat je na telefonu iskal navodila za pot, vendar se je vedno bolj izgubljal in hodil v nasprotno smer od podatkov, ki jih je prejel. Na koncu je pristal v gostem grmičevju. Včasih je tekel in izgubil kapo, ko je zapustil pot. Njegov telefon je bil izklopljen ob 1:02 zjutraj.
in nikoli več ga niso videli. Iskanja niso dala nobenih rezultatov. Za vsakogar, ki lahko pomaga razrešiti njegov primer, pa je razpisana nagrada v višini $500,000. Če imate dodatne informacije o primeru Thea, se obrnite na policijsko postajo Byron Bay na številko 02 685 949. 10:30. Dveletni Chad Gibson je nenadoma izginil 19. decembra 2015. Sprva so upali, da bodo posnetki varnostnih kamer iz Central Pub v Novi Newquay, Cornwall, Anglija, zagotovili dovolj dokazov za njegovo izsleditev, vendar temu ni bilo tako. Njegova družina je izjavila, da je zapustil dom okoli 10:30 oziroma ob 3 uri zjutraj. Na dan njegovega izginotja posnetki varnostnih kamer pa ga prikazujejo, kako hodi mimo restauracije Frankie and Benny's na ulici East Street in se ob 17:10 odpravlja v smeri ulice Trinity Street. Te slike prikazujejo njegove zadnje znane premike in od takrat ga nihče ni več videl. Policija je izjavila, da si zelo želi govoriti z dvema moškima, ki sta bila skupaj z njim na posnetku okoli 17:10. Čeprav nista bila imenovana kot osumljenca, saj sta se kasneje vrnila v bar, preden je Chad okoli 18 ure odšel sam. Kasneje je bilo razkrito, da je imel Chad prepir s skupino moških tik preden je zapustil bar in da so ga ti moški fotografirali. Dva moška na posnetku sta bila na koncu identificirana in izključena kot osumljenca. Ker niso našli nobenih dodatnih sledi ali dokazov, je policija Devon in Cornwall pozvala vse, ki imajo kakršnekoli informacije o primeru Chada, naj stopijo v stik z oblastmi in pokličejo na številko za nujne primere 101. 18. marca 1990 sta dva moška uspela vlomiti v muzej Isabel Stewart Gardner v Bostonu in izvedla najdražji rop muzeja, kar jih je bilo kdaj zabeleženih. Pobegnile sta z 12 mojstrovinami, med katerimi so bile 3 slike Rembrandta in 5 del Edgarja Degas. Pogrešana dela so bila ocenjena na približno $500 milijonov. Za informacije, ki bi policiji pomagale identificirati osumljence ali izslediti ukradene slike, pa je bila ponujena nagrada v višini $5 milijonov. Kljub tej veliki nagradi ni bil nihče nikoli aretiran in nobena od slik ni bila nikoli najdena. Ni navadno je, da so posnetke varnostnih kamer iz muzeja, ki prikazujejo oba roparja, kako sta dan pred ropom obiskala muzej, javnosti predstavili šele leta 2015, torej 25 let po dogodku. Upa se, da bo kdo prepoznal storilce in obvestil policijo, da jih bodo končno lahko prijeli. Posnetki prav tako prikazujejo rdečo kombi limuzino, ki je bil domnevno uporabljen kot vozilo za pobeg in oblasti so pozvale vse, ki bi ga prepoznali, naj se javijo. Po besedah varnostnika, ki je bil tisto noč na dolžnosti, sta moška prispela oblečena kot policista in trdila, da se odzivata na prijavo o motenju reda v muzeju. Pustil ju je v stavbo, ne da bi vedel, da bosta manj kot 24 ur kasneje ukradla umetnine v vrednosti več milijonov dolarjev. Nikoli niso pokazali nobenega orožja, policija pa je bila o ropu obveščena šele potem, ko je bil že izveden, kar je roparjem dalo dovolj časa za pobeg. Nikoli niso bili imenovani nobeni osumljenci in to ostaja največja muzejska tatvina v vsej zgodovini. 8. Leta 2016 je policija v Avondaleu, Auckland, Nova Zelandija, objavila posnetke nadzornih kamer več osumljencev, ki so v tem območju izvedli bančne rope. Toda kljub zelo jasnim posnetkom niso bili nikoli identificirani. Dva ropa, o katerih govorimo, sta bila storjena v razmaku 4 mesecev v isti banki. Prvi se je zgodil 11. decembra tistega leta, ko je prvi ropar oropal West Force Credit Union na Great North Road, v stavbi pa je bilo takrat več ljudi. Storili so vse, da bi policiji opisali moškega, vendar je ta svoj obraz skril za svojimi oblačili in ga ni bilo mogoče prepoznati. Opazili pa so, da je imel obliže na obrazu in roko v opornici. Priče so tudi poročale, da je nosil sončna očala, da bi skril svojo identiteto. Opornico je uporabil, da je skril svoje strelno orožje, ki ga je pokazal, ko se je približal blagajničarki. In potem, ko je pobral ves denar, ki ga je lahko, je pobegnil peš. 4 mesece kasneje je bila ista banka ponovno oropana. 12. aprila je moški z ruto čez obraz sledil istemu načinu delovanja in pristopil do blagajničarke s pištolo v roki. Nosil je tudi sončna očala, vendar ostaja neznano, ali je bil to isti moški ali drug ropar.
Potem, ko je pobegnil iz stavbe, so ga videli teči po dovozni poti, ki je v banki, nato pa ga niso mogli slediti. Oba ropa sta bila izvedena v manj kot minuti, policija pa je namignila, da bi dogodka lahko bila povezana, čeprav ni znano, ali so isti roparji udarili dvakrat. Če prepoznate moške na tem posnetku, vas prosimo, da kontaktirate oddelek za kriminalistično preiskavo Avondale na 092 138 448 7. Zahvaljujoč govoricam na internetu o izginotju 31-letnega Caleba Perretta, ki je izginil iz Edmontona v Alberti, Kanada, 31. maja 2026, je bilo razširjenih veliko napačnih informacij. Nekateri viri so napačno navedli, da so ga našli mrtvega. Vendar pa po dnevnih posodobitvah policijske službe Edmontona ga še vedno aktivno iščejo. Še vedno ni znano, od kod izvirajo neutemeljena poročila, vendar je treba poudariti, da niso resnična. Caleb je bil nazadnje viden na posnetkih varnostnih kamer, ko se je okoli 6:45 popoldne sprehajal po Tenagor Close. In na posnetku je videti, kako medtem gleda dol v svoj telefon. Policija je prosila prebivalce območja, naj pregledajo svoje varnostne posnetke, če so tisti dan morda ujeli Caleba. Upajo, da bodo njegovi premiki po tem zadnjem opažanju pripeljali do njegovega izsleditve. Njegova družina je izjavila, da je Caleb vedno v stiku z njimi, zato je njegovo izginotje zelo nenavadno zanj. To je povzročilo zaskrbljenost, da se mu je tisti dan zgodilo nekaj hudega, vendar v tem trenutku sum kaznivega dejanja ni prisoten. Na posnetku je Caleb oblečen v temno jakno s kapuco, hlače barve kaki, črno kapo s šiltom in črne čevlje. Opisan je kot oseba z rjavimi lasmi in lešnikovimi očmi, visok pa je okoli 175 cm. Prepoznamo ga lahko tudi po tetovaži ure na desnem podlakti in tetovaži plamena na desnem tricepsu. Ni znano, kakšni so bili njegovi načrti, preden je izginil. In zato nihče ne ve, v katero smer je odšel, potem ko so ga nazadnje videli na posnetku. Vsak, ki ima posnetke Caleba ali dodatne informacije o njegovem primeru, naj se obrne na policijsko službo Edmontona na številko 780 423 4567. Lahko pa tudi pokličejo znak za lojtro 37 svojega mobilnega telefona. 6 posnetkov varnostnih kamer je bilo objavljenih po izginotju 47-letnega Joea Warrena, ki se 25. julija tistega leta ni vrnil domov in ga od takrat niso več videli. Takrat je Joe živel v Hackneyju, vzhodni London, Anglija, svojo sestro Rosie, ki je od takrat večkrat pozvala javnost za informacije. Skupaj sta živela več kot 10 let. Rosie pa je medijem povedala, da so njenega brata nazadnje videli 25. julija tistega leta blizu mostu Marshgate v Hackney Marshes okoli 9:30 zjutraj. Na posnetku varnostnih kamer, ki so ga kasneje pridobili preiskovalci, je videti, kako Joe hodi iz pomožnega objekta pri mostu Marshgate in deluje popolnoma sproščeno, ko gre mimo kamere. Ostaja skrivnost, kam je odšel potem, zato policiji ni uspelo najti njegovega izginotja. Prav tako niso povedali, ali sumijo kaznivo dejanje v Joejevem primeru, njegova družina pa obupano išče odgovore. Preiskali so več območij v vzhodnem Londonu in zaslišali prebivalce, če bi kdo opazil Joeja po zadnjem videnju na tem posnetku, vendar niso prejeli nobenih nadaljnih informacij in njegova usoda ostaja neznana. Njegova družina je razdelila letake na več območjih, da bi povečala ozaveščenost o njegovem primeru, vendar se nihče ni oglasil z dodatnimi informacijami. Dodatna iskanja so potekala v gozdu Epping, vendar brez uspeha. Eugeva sestra pravi, da ima kratke rjave lase, ki se mu na vrhu rečijo. Visok je 6 čevljev in 3 palce, ter ima vitko postavo. Na posnetku je oblečen v maskirno jakno, zelene hlače in črne superge z belimi podplati. Če ste opazili Joeja ali veste, kje bi lahko bil, pokličite številko za nujne primere 101 in sporočite namig. Številka primera 23 MIS 02 5447. 5 okoli 6:00 zjutraj. 9. maja 2026 je moški na vlaku iz Stockwella v Londonu doživel pretresljivo preizkušnjo, katere okoliščine še vedno niso razjasnjene. Policiji je povedal, da sta do njega pristopila 2 moška, ki sta očitno imela zle namene.
Eden od moških je nenadoma zgrabil njegovo torbo, ki jo je odložil na sedež poleg sebe, vendar jo je takoj vzel nazaj, saj je v njej imel več svojih osebnih stvari. Oba roparja tega nista dobro sprejela in sta ga napadla s steklenicami. Rapier se je preselil na peron na postaji London Victoria, napadalca pa sta bila prisiljena pobegniti, saj se je začela zbirati velika množica ljudi. Žrtev so odpeljali v bližnjo bolnišnico, kjer so mu oskrbeli poškodbe, med katerimi sta bila zlomljena čeljust in ureznine na glavi. Varnostne kamere so posnele oba roparja, ko sta zapuščala postajo. Slike pa so bile objavljene za javnost, če bi kdo prepoznal katero od obeh oseb. Eden je oblečen v zeleno trenirko, drugi pa nosi črno jopico s kapuco, črne kavbojke in črne škornje. Posnetki varnostnih kamer so bili objavljeni tudi v zvezi z ločenim incidentom, ki se je zgodil na podzemni postaji Oxford Circus 8. marca 2026. Okoli 15:15 tistega dne sta dva moška poskušala ukrasti telefon moškemu, ko je izstopil iz vlaka. Dva policista britanske transportne policije sta bila priča incidentu in sta se soočila z obema moškima. Toda bila sta napadena in storilcema je uspelo pobegniti. Posnetki varnostnih kamer, ki prikazujejo njuna obraza, so bili objavljeni in pričakuje se, da bosta kmalu prijeta. Vsakdo, ki ima kakršnekoli informacije o kateremkoli od teh zločinov, naj pokliče Crime Stoppers na številko 0800 550 5111. 9. junija 2026 je policija v Frodshemu, ki se nahaja v Chelseaju v Angliji, javno pozvala k informacijam o izginotju 71-letnega Petra Conwaya, katerega družina je vse bolj zaskrbljena za njegovo dobrobit. Verjame se, da je na dan svojega izginotja Peter hodil iz območja Airedale Drive proti Frodshemu v smeri Sutton Weaverja. Ko se tistega večera ni vrnil domov, je njegova družina postala zaskrbljena in obvestila policijo. Verjame se, da je bil še vedno peš, ko je izginil. Toda okoliščine njegovega izginotja ostajajo skrivnost. Nič ni bilo najdenega, kar bi nakazovalo, v katero smer je hodil potem, ko so ga ujele nadzorne kamere. Zato je policija prosila vse, ki so tisti dan videli Petra, naj jih kontaktirajo. Če bodo lahko potrdili njegovo prisotnost na drugem območju kasneje tisti dan, bodo morda lahko sestavili časovni potek njegovih gibanj tistega dne, pri čemer upajo, da bo to pripeljalo do tega, da bodo Petra našli in ga pripeljali domov k njegovi družini. Njegova družina se je prav tako neposredno obrnila nanj in ga prosila, naj jih kontaktira ter jim sporoči, da je v redu. Če je temu tako. On nosi sivo majico, črno puhovko, modre trenirke, pohodne čevlje in ima nahrbtnik na hrbtu. Vsak, ki je videl Petra, naj kontaktira policijsko službo Cheshire na številki 101 in navede referenčno številko primera IML 2346179. V primeru izginotja 24-letne Alicia Apostolov Bojarin, ki je januarja 2022 izginila iz Durhama v Angliji, je bil aretiran osumljenec. A vendar je niso nikoli našli. Takrat je živela v Ashtonu pod Linom, v Tamesideu, Greater Manchester, in 14. januarja tistega leta jo je pobral moški, ki je vozil zlatega Volkswagena Passata limuzino. Nato so jo opazili na posnetkih varnostnih kamer v supermarketu Asda v družbi moškega, za katerega verjamejo, da je voznik omenjenega avtomobila. Na posnetku jo vidimo, kako si ogleduje več izdelkov na policah trgovine, medtem ko drži zeleno nakupovalno košaro. Moški je imel obraz pokrit s klobukom in kirurško masko. Zato ga ni bilo mogoče prepoznati, saj njegov obraz nikoli ni bil jasno viden. Par je za nakupe uporabil Alicino bančno kartico, nato pa so jo videli, kako odhajata. Priče so stopile naprej in povedale, da so jo nato videli v istem avtomobilu, ko se je peljal iz Glossopa proti Chapel and Le Frith v Derbyshiru. Prijavljena je bila kot pogrešana, potem ko ni stopila v stik s svojo družino. Med preiskavo pa je policija njen primer nadgradila v preiskavo umora, čeprav Alicije niso našli. Marca 2022 so aretirali moškega po imenu David Alex Taylor, vendar so ga izpustili na varščino. Ponovno so ga pridržali šele marca 2024 in trenutno še vedno čaka na sojenje. Izrekel se je za nedolžnega, vendar je bil leta 2024, ko je bil zaprt v zaporu v Franklandu, obtožen tudi napada na policista.
Vsak, ki ima dodatne informacije o primeru Ališe, kot so dodatni posnetki varnostnih kamer z tistega dne, naj pokliče policijo na številko 101. Vsem prejetim lamigom bodo sledili. 42-letna Sarah Heslop, ki prihaja iz Southamptona v Angliji, je izginila marca 2021, ko je bila na katamaranu Siren Song, kjer sta bila skupaj s svojim fantom Ryanom Baynom, zaposlena kot kuharja. V času njenega izginotja je katamaran plul po Deviških otokih, 7. marca pa so jo videli na večerji na otoku St. John. Zaradi omejitev zaradi COVID-19 sta se morala do 22 ure vrniti na katamaran, vendar sta se po Ryanovih besedah vrnila veliko prej. Policiji je povedal, da je Sarah 22 ure že spala. In ko jo je ponovno preveril ob 2:30 zjutraj, je ni bilo več tam. Obvestil je policijo, ki mu je naročila, naj kontaktira obalno stražo, vendar je to storil šele ob 11:45 tistega dne. To je pomenilo, da je minilo 9 ur, odkar je Sarah izginila, kar je vzbudilo sum pri njeni družini. Nenavadno je, da katamarana nikoli niso preiskali, čeprav so ga policisti v nekem trenutku celo ukrcali. 9 dni kasneje je moški iz St. Johna stopil v stik s policijo in prijavil, da je slišal krik iz območja, kjer je bil katamaran zasidran na noč Sarminega izginotja. In FBI se je vmešal. NATO so objavili posnetke varnostnih kamer, ki prikazujejo par, kako zapušča restavracijo. Njena družina pa je opozorila, da je na posnetku oblečena drugače, kot so poročali očividci, ki so jo nazadnje videli. V primeru Sarah še nikoli nihče ni bil imenovan za osumljenca, vendar veliko ljudi meni, da Ryan ve več, kot želi povedati. To je posledica velikih časovnih vrzeli med njenim izginotjem in njegovim obvestilom obalni straži. Ryan nikoli ni bil uradno zaslišan strani policije in še vedno ni jasno, ali je odgovoren za njeno izginotje. Vsak, ki lahko posreduje dodatne informacije v primeru Sarah, naj pokliče Crime Stoppers UCVI na številko 800 222 8477. Prvič. Policijska služba Edmontona je objavila časovni potek znanih dejstev o izginotju 24-letnega Nathanasa Morastija, člana naroda Peter Ballantyne Cree, ki se nahaja v Prince Albertu v severnem Saskatchewanu. Ob času njenega izginotja, 9. maja 2020, Pet je obiskovala prijatelje v Edmontonu in tja je potovala skupaj z več drugimi prijatelji. Nathanas so opazili na posnetkih varnostnih kamer 5. maja tistega leta, ko je okoli 1:30 zjutraj odšla iz hotela Continental Inn. Odpeljala se je s svojim avtomobilom Hyundai Tucson, ki so ga nato 8 minut kasneje videli, kako se vrača k hotelu. Ob 2:37 zjutraj je ponovno odšla. Nato so jo videli v trgovini 7-Eleven na 156. ulici in 107. aveniji, odkoder je odšla ob 2:55 zjutraj. Verjame se, da je nato vozila skozi območja Edmonton, Sherwood Park, Buckland, Nordek in Lake Louise. 6. maja pa so njen avto opazili, ko je vozil skozi Britansko Kolumbijo. Naslednji dan so ga opazili na trajektu, ki je potoval proti Nanaimu. 10. maja pa je bil avto ponovno vožen nazaj v Edmonton. 12. maja je bil opažen v Lloydminsterju, 3 dni kasneje pa so ga našli zapuščenega in prebarvanega v James Smith Cree Nation v Saskatchewanu. Vozilo in okolico so preiskali, vendar niso našli nobenih sledi Nathanasa. Od takrat ni bila v stiku s svojo družino. Kdorkoli ve, kje je Nathanas, ali lahko doda dodatne podrobnosti k preiskavi njenega primera, naj se obrne na policijo v Edmontonu na številko 780 24 1300 3457.